26. februarja je Isaac Herzog prispel v Addis Abebo v Etiopiji na dvodnevni uradni obisk. Cilj tega potovanja je bil okrepiti dvostranske odnose na področjih, kot so zdravje, varnost in inovacije v kmetijstvu. 3 mesece prej, novembra 2025, je izraelski predsednik odpotoval v Zambijo. Ta potovanja so bila mogoča zaradi vse tesnejšega sodelovanja, ki ga je v zadnjih letih spodbujal predsednik vlade Benjamin Netanjahu. Sam je obiskal afriško celino že 5-krat, več kot katerikoli drug izraelski predsednik vlade. V resnici pa Jeruzalem išče partnerstva z novonastalimi neodvisnimi afriškimi državami skoraj že od svoje ustanovitve. Cilj je dvojen: okrepiti svojo diplomatsko prisotnost na mednarodnem prizorišču in deliti svoje strokovno znanje na področjih, kot so kmetijstvo, izobraževanje in upravljanje z vodo v sušnih območjih. Izrael je tako vzpostavil številne programe sodelovanja in prispeval k razvojnim projektom v več državah. Tisoči afriških strokovnjakov so bili prav tako usposobljeni za uporabo izraelskih tehnologij. Vendar so odnosi med Izraelom in Afriko v 70. letih doživeli nazadovanje. Po Jomkipurski vojni leta 1973 je veliko afriških držav prekinilo diplomatske odnose z Izraelom. Zaradi pritiska določenih arabskih držav so afriške države postopoma zavzele stran v izraelsko-palestinskem konfliktu. Mnoge so celo priznale Palestino kot neodvisno državo. Od takrat je veliko afriških držav na koncu raje ohranilo močno propalestinsko stališče, hkrati pa razvijalo dvostranske odnose z Izraelom. Odprlo se je več novih izraelskih veleposlaništev in gospodarskih uradov. Napad Hamasa 7. oktobra 2023 je bil velik preizkus za status Izraela v Afriki. Enako velja za vojno proti Iranu. Z izjemo nekaterih izrazito propalestinskih držav, kot sta Južna Afrika in Alžirija, so bili komentarji o konfliktu zadržani, kritični do protinapadov Teherana ali pa jih sploh ni bilo. Države, ki so blizu Washingtonu, kot sta Kenija in Maroko, so izrazile nuansirano podporo vojni. Države na Afriškem rogu, kot so Džibuti, Etiopija in Somaliland, ki ga je Izrael priznal decembra lani, so previdne do Irana in se bojijo, da bi bile potegnjene v ta konflikt. Njihove izjave so osredotočene na Iran, ne na Izrael. Združene države in Izrael razmišljajo tudi o tristranskem sodelovanju z afriškimi državami, da bi jih sčasoma več vključili v Abrahamove sporazume. Dolgo časa so bile odnosi med Izraelom in afriškimi državami zamolčane, zdaj pa so ponovno postale pomembno strateško vprašanje. Med tehnološkim sodelovanjem in varnostnimi partnerstvi, afriška celina zdaj postaja ključno prizorišče za diplomatski vpliv.